So stvari, ki jih ne moremo predvideti. Je pa zelo veliko stvari, ki jih lahko predvidimo. Kako jih lahko predvidimo, bomo povedali ljudstvo, mi, ozaveščeni ljudje, odločevalcem. Če jih lahko predvidimo, se lahko na nje pripravimo. In danes boste spoznali čudovite srčne ljudi, ki znajo delati čudovite stvari, ki se zavedajo, ki vedo, da vsak izmed nas lahko nekaj spremeni. Mene so naučili v vrtcu Slovenska Bistrica pred 10 leti, da če mislimo, da ne moremo nič storiti, poglejmo, kakšno spremembo v našem življenju naredi en majhen komar. Kaj lahko šele mi naredimo? Torej, začnemo, osti jarej, bodi mlad, pomlajen, bodi močan, Slovenec, Slovenka, kjerkoli si, to je tvoj temelj, tvoja osnova, od tu izhajaš. To so vedeli naši predniki. Vedno znova nov rod prednikov je naredil nekaj novega in pospil naravna bogatstva, zemljo, resurse za to, da mi živimo sedaj tako, kot živimo. Bomo znali to tudi mi, bomo znali to ohraniti, bomo znali narediti podlago mlademu rodu in prihodnim rodovem temelje za prihodno življenje. Ali res tako strumno smo razumni, ko gledamo ta svet okrog sebe? Ali res, ko poslušamo poročila, vidimo, podrli so cel hrib dreves. No, in potem pridajo gradbinci, naredijo hiše tam in potem je opasna narava, nevarna narava naredila to, da je v te hiše odnesel plaz. Čudno, kaj ne? In potem, ko gledamo požare v Avstraliji, letos smo ga videli na Krasu, vidimo, da gašenje traja zelo dolgo. V Avstraliji morajo vodo plačevati. Mi delamo velike suhe zadrževalnike. Ali se lahko zgodi kaj takšnega tudi pri nas, da bomo zadrževali vodo in jo plačevali? In potem gledamo poročila, pa se jezimo na kmeta iz Vogrška, ki noče podpisati pogodbe, da bi lahko delali gradbinci namakalni sistem, istočasno pa morajo narediti sončno elektrarno, da bo namakala njegova polja in že sedaj mora plačati 350 € za na hektar. A znamo to razbrati? A znamo to razmišljati? Ali bomo živeli sonaravno, v skladu z naravno, ali bomo živeli samo kot roboti? Kaj lahko naredi en človek? Lahko vidimo danes gospod Nina, daj roko gor. Prestavila je traso kolesarske steze ob Savinji. Sicer je bila načrtovana po stari poti, ampak uspešni gradbinci so 300 dreves že skoraj podrli, ampak je bila tako vztrajna, da je to uspela. Tako da en velik aplavz. To za uvod je dovolj. Hočem povedati le to, da moramo razmišljati svojo glavo in ukrepati. Veliko čudovitih ljudi boste danes poznali, ki sodelujejo v bazi znanja, ki ozaveščajo ljudi že desetletja, pa jih mogoče nismo tako razumeli, kot jih razumemo sedaj. In veliko ljudi, ki sodelujete v bazi znanja in delate drobna semena. Poglejte, kaj so naredile vzgojiteljice in učenci. Tu notri so skrite semenske kroglice. Vsak bo dobil eno, tako da prosim, da lahko kar date en tarček naprej, pa vsak si vzame eno. Danes bomo vaše čute izkoristili do kraja, poslušali boste, gledali na ekran, tam se bojo dogajale dobre stvari, kaj delamo v življenju, ker vsako dejanje šteje, in poslušali govorce. Najprej pa predstavim seveda govorce. Med nami je državna sekretarka Tatjana Buzeti, ki zelo podpira in se zelo prizadeva za sonaravni razvoj, trajnostni razvoj in vse to dejanje tudi v praksi. Še preden je postala državna sekretarka, ima čudovito posestvo Vidov Breg, največji zeliščni vrt v Sloveniji, tako da en velik aplavz zanjo. Gospod Peter Žurej, ravnatelj v Preboldu, ki je potem, ko smo izvajali tudi delavnice samooskrbe, uvedel v
kot izbirni predmet sodobno kmetijstvo in sedaj ima kar 3 skupine otrok, ki hodijo na sodobno kmetijstvo in izdelujejo izmenjevalnice in so vsi navdušeni. Gospod pater Gržan, ki vsem vedno znova dopoveduje, kaj pomeni zavest, kaj pomeni duhovnost in kaj pomeni povezava in kako iz tega iziti kot svoboden človek. Tako da res vsaka čas, gospod Gržan. Aleksandra Perš, ravnateljica zelo zavzete ekipe vrtca Slovenska Bistrica, kjer se 1400 otrok, skoraj 1400 otrok v 17 enotah prehranjuje večji del lokalno, kjer ima vsak vrtec vrtiček, kjer tudi otroci pečejo žemljice, delajo namaze in imajo tudi mentorico Klavdijo Čoh, Klavdija, če malo ostanite, ki dejansko moderira, tudi organizira vse te otroke in vrtce in boste videli potem pri zahvalah. Gospa Ana Vovk, sigurno jo poznate, edina doktorica, profesorica v Sloveniji, ki dejansko tudi dela z rokami na zemlji in nauči dobre prakse. Ustanovila je Mednarodni center za samooskrbo, tako da res tudi je aplavz. Anton Komat, ki nam je že tudi pred 20 letem govoril, kam pelje tale pot globalizma in nenehnega pohlepa, pa nismo ga še takrat razumeli, no sedaj vas že bolj, tako da res sem velik aplavz zanj. Pa Mateja Žlogar, Rajski vrt obilja, aktivistka, ki za svojo vztrajnostjo lahko tudi do pol Slovenije skupaj spravi, če je potrebno. Tako da bo povedala potem kaj več o tem. Aplavz še za njo. Sedaj pa bomo kar pričeli. Prvo besedo bo dobila samo kot pozdravljeni nagovor gospa državna sekretarka in bo povedala nekaj smernic, kako naj bi živeli naprej in soustvarjali trajnostno prihodnost. Potem pa bomo mi postavljali vprašanja, tamle boste dobili listke, boste lahko napisali kakšna ideja, vprašanje, pobude, iz posveta bomo poslali pobude in potem postavljali vprašanja, kako bi želeli soustvarjati prihodnost, kako si želimo, da bi živeli v miru, blagostanju, jedli zdravo hrano in kaj naredimo mi posamezniki, inštitucija, stroke in kaj lahko naredi oblast.